On je tako premleten, zdaj že nekaj časa, ker je jaz se ne bi popolnoma ni čudo, da bi enostavno te novice o njegovi smrti sploh ne bi nikoli objavili. Bi se tam čez 15 let ljudje začeli spraševati, ali je bilo že s Castrom, ali je umrl ali ne umrl. Knjiga Maksimo Liber, ki opisuje Fidela Castra, avtorja sta? Avtorja sta Jürgen Neubauer in pa José de Villa. V bistvu oba dva novinarja, ki sta dolgo časa poročala o tem, kaj se je dogajalo na Kubi, spremljala sta dogajanje na Kubi. Pri tem je José de Villa tudi profesor medijskih študij na Mehiški univerzi in dolgoletni urednik dnevnika El Día, medtem ko je pa Jürgen Neubauer Nemec, ki je že nekaj časa v Mexico Cityju živi tam, tudi on je po poklicu novinar, sedaj pa se ukvarja samo še s pisanjem knjig. Knjiga je šla ob 80-letnici Castrovega življenja. V koliko jezikih je bilo prevedeno? Mogoče veste to zdaj? Natančnega podatka o tem nimam. Takrat, ko smo mi odkupili pravice za to knjigo, jih je bilo 10. Ampak to je bilo takrat takoj, ko pač je knjiga išla. Zdaj trenutno nisem gledala, koliko je teh. Vas je kakršen bolj podatek presenetil, recimo, ste kaj novega izvedeli o Castru iz te knjige? Veliko podatkov je novih. Mogoče ne toliko o tem, kaj je delal on kot politik, ampak veliko podatkov o tem, kaj se je v njegovem osebnem življenju dogajalo. In povezava med tem, kako je to njegovo osebno življenje vplivalo potem na njegovo politično pot, to se pravi od otroških let, kako je preživel otroška leta, o tem, da je bil v dost bogati familiji, kar potem mogoče v drugačno luč postavlja njegovo nadaljno težnje o razlaščanju lastnine, o tem, kako je lastni materi hotel odzeti finko, torej tisto posest in podobne zadeve. Pa seveda veliko podatkov o njegovih ljubicah, njegovih nezakonskih in zakonskih otrocih. Je Castro še živ? Po mojem je še živ. Ali je tako kot Lenin živ v mavzoleju? Jaz mislim, da ga nimajo nekje in čakajo, da se bo karkoli zgodilo, pa da bodo povedali, da bo umrl, upam vsaj. Neka pieteta do človeka bi vendarle moralo biti, če pač nekdo umre, da se to pove. Seveda pa so najrazličnejše, verjetno najrazličnejša ugibanja so, najrazličnejše možnosti tudi so. To je zgolj moj oseben občutek, da je še živ. Če boste vprašali koga drugega, znate dobiti verjetno precej drugačno vprašanje. Kot je rekel prej kolega, mogoče čakajo na izide ameriških volitev in bodo potem povedali, kaj se je s Castrom zgodilo. Torej, ta avtobiografija se konča leta 2005, Castro bo še veselo na oblasti. Castro še veselo na oblasti, čeprav avtorja debatirata, analizirata, kaj bi se recimo lahko zgodilo, ko bi Castro umrl. Kajti nekaj časa je bilo na Kubi tako, da se o smrti Castra sploh ni govorilo. To je bila mogoče celo tabu tema. Skratka, Castro ne bo nikoli umrl, Castro je bog, Castro je neumrljiv. Medtem ko pa knjiga ponuja neki možnih akterjev, ki bi lahko nadomestili Castra na oblasti. Naj tukaj povem, da Raúl ni bil prva možnost.